Lep pozdrav v avgustu, ki se počasi preveša v drugo polovico. Kljub visokim temperaturam pa je v zraku, sploh zjutraj in zvečer, že čutiti prve znake jeseni. Vinogradniki postavljajo klopotce, pred nami pa so že tudi 19. podobe bistriških domačij, ki bodo tokrat v Bistriškem gradu in okolici, in sicer 4. in 5. septembra. Še prej pa obeležujemo veliki šmaren ali veliko mašo, cerkveni praznik povezan s smrtjo Marije Device. Okrog velikega šmarna pa se je spletlo tudi veliko vremenskih pregovorov, kot na primer, če velikega šmarna sonce peče, dobro vince usode teče. O negovanju narodovega izročila, pregovorov, rekov, ljudskih pesmi in plesov boste izvedeli več v informativnem delu oddaje in pa tudi v njenem nadaljevanju. Vabljeni k ogledu. V rubriki Lokalne novice o prireditvi, ki je združila pohorske krajevne skupnosti. V policijskem poročilu tudi o tem, da je v Oplotnici neznanec z nožem ogrožal občanovo življenje. V športu pa o odličnem motokrosistu Timu Gajserju, V rubriko Lokalne novice smo tokrat uvrstili prireditev Pohorje poje, ki smo jo posneli pri Treh kraljih na Bistriškem Pohorju. Drugo leto zapored so pri Treh kraljih na Pohorju v nedeljo 9. avgusta združile svoje moči in ideje Kebelj, Šmartno, Tinje in Zgornja Vodnica ter organizirali prireditev Pohorje poje, ki je sovpadala tudi s tradicionalno žegnansko Lovrenčevo nedeljo. God svetega Lovrenca, zavetnika gasilcev, steklopihalcev in likaric, praznujejo v mnogih slovenskih krajih, pa tudi Pohorje ni izjema. Organizator prireditve je bilo turistično društvo Skeblja. Tako smo na prireditvi prisluhnili skečem, glasbi, zborovskemu petju in drugim nastopom, rdeča nit pa je bila ohranjanje narodovega izročila. V sklopu prireditve, ki je bila odlično obiskana, je potekala v cerkvici svetih Treh kraljev maša, verniki pa so se priporočili tudi za dobro letino.
srečo minulih dni, ljubezen je cvetela po prvem srečanju, nato sva zaživela življenje kakor snu, saj vsak se rad spominja na tiste lepe dni, ki jih pozabe čas pozlati. Prav dobro vem, zakaj še bolj te ljubim zdaj, se daš mi, se dam ti. Kot lepi pravljici nikoli konca ni, to sreča je vsa. Ljubezen je svetila po prvem srečanju, nato sva zaživela življenje kakor snu, saj vsak se rad spominja na tiste lepe dni, ki jih pozabe čas pozlati. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 2 ogrožanje varnosti, 3 poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje z področja prepovedanih drog ter povzročitev splošne nevarnosti. Slovenska Bistrica. Neznanci so na bencinskem servisu natočili gorivo in se odpeljali, ne da bi poravnali dolg 30 evrov. Ob kontroli so policisti naključno ustavili vozilo, v katerem so bili en tuji in 2 slovenska državljana. Po kratkem pridržanju so jih izpustili, so pa napisali tudi kazensko ovadbo. V trgovskem centru se je občan spotaknil med nihajnimi vrati in se hudo telesno poškodoval. Slab dan pa je imel tudi občan, ki je na bankomatu dvignil 150 evrov in jih pozabil v reži. Nepazljivost je izkoristil neznanec, ki je denar ukradel. Oplotnica. Neznani storilec je v gostinskem lokalu grozil občanu z nožem, s svojim početjem pa ogrožal človeško življenje. Spodnja Polskava. Policija je odkrila nasad sadik konoplje, ki pa so že bile požete. Poljčane. Na prehodu od ceste čez železniško progo na relaciji Poljčane-Slovenske Konjice je iztirila lokomotiva, vzrok pa je verjetno človeška napaka. Cesta je bila nekaj časa zaprta. Dežno pri Makolah. Zaradi napake na električni napeljavi bojlerja je zagorelo v počitniški hišici. Škode je za okoli 40 000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, podali 2 obdolžilna predloga, izdali 36 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 12-krat. Obravnavali so še 5 drugih dogodkov, in sicer sprožitev alarmne naprave, 2 kršitvi zakona o zaščiti živali ter posredovanje predlogov drugemu prekrškovnemu organu.
Beseda o današnji redni tedenski oddaji v športnem delu bo tekla v motokrosu, kajti 18-letnemu Timu Gajserju iz Makol se obeta naslov svetovnega prvaka v MX2 razredu. Torej, poglejmo, kaj je povedal mladi športnik, torej Tim Gajser, pred svojim uspehom kariere. Tim, torej, čestitke za dosedanji potek sezone v 14 dirkah, si torej bral toliko točk, da si trenutno na drugem mestu, 4 točke zaostaja za vodilnim Latvijcem Jonasom, torej beseda dve o zdaj odpeljanih dirkah. Ja, najprej čestitke za izrečene čestitke, tako da ja, res je zelo natesno gre, skupaj smo, mislim, da nas je 5, ko lahko zmaga ta naslov, tako da mi bomo dali vse od sebe, treniramo trdo, motivacija je visoka, tako da bomo videli v teh 4 tekmah, kaj se bo zgodilo. 5-krat si torej do sedaj stopil na stopničke, torej 4-krat si letos zmagal, enkrat si bil drugi. Kakšni so torej občutki zmagati na svetovni dirki? Ja, res to je nekaj neprecenljivega, res o tem sanjaš, ko pač začneš voziti motocross, da bi zmagal enkrat na svetovnem prvenstvu v članski kategoriji. Tako da res, ja, 4 zmage, enkrat sem bil drugi, tako da, tako sem rekel, sem kar zadovoljen z sezono, tudi mislim, da celotna ekipa, tudi trener mislim, da je kar zadovoljen, tako da moj oče, tako da, ja, gre po planah. Čez mesec dni boš torej dopolnil 19 let in kako je fant torej pri 18 letih na takšnih tekmah svetovnega prvenstva, torej med favoriti, sedaj te vsi tekmeci gledajo kot favorita, kako je lahko zdržati takšno breme pri teh letih? Ja, dejansko to je moja druga sezona v tem razredu, v MX2, tako da lani sem nabral kar nekaj dobrih izkušenj, sem se naučil zaradi tega, ker je čisto drugače kot voziti na evropskem prvenstvu, kar sem vozil prej v mladinskih kategorijah. Tako da tu so vsi zelo izkušeni vozniki, grejo na nož, tu ni popuščanja, tako da to se je treba privaditi in mislim, da zdaj v drugi sezoni mi gre kar dobro. Zbrali smo nekaj podijumov, veliko zmag, kar veliko zmag, 4 zmage, tako da, tako sem rekel že prej, komaj čakam zdaj na tekmo v Mantovi in sem potrudil. 4 tekme torej do konca in verjetno bo tisto breme, torej lahko postanem svetovni prvak še večje. Kako boš dejansko se pripravil psihično torej na te zadnje 4 dirke, ko se nekako nasmiha naslov svetovnega prvaka? Dejansko sploh ne študiram o tem, dejansko je najbolj pomembno, da grem na tekmo, da uživam, da delam to, kar imam rad, res z užitkom. Mislim, da to je največ, zaradi tega, ker če bi zdaj preveč pritiska delal sam na sebe, da bi se preveč obremenjeval svetovnim prvakom, tako da mislim, da zdaj glavni plan je iti na tekmo, uživati, pa se zabavati na motorju. Verjetno pa se bojiš tudi kakšne poškodbe, kako je bilo s poškodbami v dosedanjem poteku, torej letošnje sezone? Dejansko je bilo nekaj malih poškodb, ampak hvala Bogu ni bilo nič večjega, tako da upam, da bo tako naprej in ja, poškodbe to je dejansko so del športa in vsak športnik se zaveda, da je možnost, da pride do tega, ampak dejansko probaš čim manj študirati o tem in samo študirati, kako voziti linije, pa tako. Malo je verjetno športnikov na svetu, ki imajo pri 18 letih kar tovarniško podvodo, torej si tovarniški voznik Honde in kot sem nekje ujel podatek tudi, da je Honda že podaljšala torej za tabo tudi do leta 2020, verjetno ti ta ugotovitev tudi godi. Ja, res je nekaj neverjetnega, da podpišeš za Hondo, HRC, prav tovarniško ekipo pri 18 letih za 5 let, ampak mislim, da Honda je videla nek talent v meni in vidi, da sem zmožen pridobiti nekaj naslovov za njih, tako da mislim, da res sem zelo zadovoljen, tudi zdaj je druga sezona, ki zastopim za Hondo, tako da sodelujemo res vrhunsko skupaj, zastopimo vse, delamo kot ena velika družina in mislim, da je to tudi ključ do rezultatov. In koliko je tisti dejansko ljudi, osebja, ki je zraven tvojega očeta, ki je trener, torej alfa in omega vsega pri tebi, skrbi zate? Kako je z motorji, za dirko? Ja, oče je dejansko skozi poleg mene na vsaki tekmi, na vsakem treningu skozi poleg mene, moj trener, vse, moj mentor, moj heroj, ali kako bi temu rekel, tako da vse
gre preko Atija, potem pa na tekmi imam dejansko dva mehanika za motor. En je pač, ko pripravlja motor, drugi je šef mehanikov, ko ima samo za mašino, potem imam zraven enega Japonca, ki ima skozi prek elektroniko, spreminja mape. Dejansko potem so tu osebje za amortizere, potem na vsake toliko časa pride tudi na tekme glavni šefi iz Japonske, tako da osebja je zelo veliko. Tudi na Japonskem dela za izboljšavo novih motorjev, 8 inženirjev na novih motorjev, tako da osebja je zelo veliko. Sezona je kar dolga, torej potovanje je veliko, zanima me pa tudi, kakšno je kaj tisto zakulisje, torej kaj motoristi, torej motociklisti zraven tistega osnovnega vašega dela, torej dirke, storite na samih prizoriščih. Na tekme dejansko pridemo dan predno se začnejo kvalifikacije, to je v petek, celo včasih 2 dni v četrtek zvečer, odvisno tudi kdaj krenemo od doma, tako da dejansko v petek si ogledamo progo z očetom, naštudiramo linije, potem pa v soboto se začnejo treningi, prosti treningi, nato kvalifikacije in pa v nedeljo imamo 2 tekmi, tako da je kar natrpan urnik. In koliko je prostega časa torej za tako vrhunskega tekmovalca, ki se bori za naslov svetovnega prvaka? Dejansko prostega časa, zdaj, ko sem končal za šolo, je malo več. Zaradi tega, ker prej je bilo dejansko zjutraj, sem se zbudil, je bil trening, sem šel v šolo, sem prišel iz šole, je bil spet trening, pa sem se učil, tako da prostega časa ni bilo nič. Zdaj pa dejansko malo lahko vzamem si prostega časa, zjutraj se ne rabim tako hitro zbuditi, lahko malo del spim, potem naredim v miru trening, potem malo za kako urco pogledam televizijo, grem spet na trening in potem v popoldanskem času imam malo več prostega časa, tako da je dosti boljše, dosti bolj relaksirano in bolj umirjeno. Si pred samim začetkom tekmovanja letošnje sezone razmišljal, da lahko osvoji naslov svetovnega prvaka? Vsekakor. Jaz sem to že lani rekel, da tudi lani lahko zmaga že in tudi je zadnje 2 vožnje, ne posamezne dirke, ker pač delam z njim, vem, kaj je sposoben, ampak to ni enostavno prenesti iz treninga na tako veliko tekmovanje, ko je toliko ljudi okoli njega, kot je zdaj tovarniški voznik, tada tu je psihologija, vse, moram biti v bistvu psiholog, zdravnik, vse, tada vedel sem, da lahko, ampak letos je pa zdaj ena pravo tem, ampak spet ne moramo nič reči, do zadnje dirke, ko bo zastavica ciljna padla, takrat bomo lahko rekli. Morda kakšne posebnosti, torej 4 dirke so do konca in verjetno je sedaj tim med favoriti za naslov svetovnega prvaka. Morda kakšne posebne priprave ali običajno? Nič posebnega, bistvo je samo to, da ga pripravim, da bo razmišljal, da bo gledal navodila iz mehanikov, ker v bistvu mi smo z mehanikami smo skupaj povezani po radiovezi in jaz se vedno postavim na dirki na tako mesto, ko največ vidim proge in v bistvu to, kaj mehanik njemu kaže, signalizacijo mu jaz govorim. Tada bistvo je to, da on mora spremljati, kaj se dogaja, ko mi jaz napisal, ok, je v redu, drži, ni važno, če si drugi, tretji, da jaz spremljam, kak je, tada ni zdaj važno, da mora biti prvi, mora spremljati samo, da bo s točkami, da bi osvojili ta naslov. Tada treba je z glave to delati tako premišljeno in bomo videli, če nam bo uspelo. Za tako uspešno sezono je bilo potrebno veliko trenirati. Kolikokrat pravzaprav je treba trenirati? Vemo, da ste veliko na poti, veliko se potuje iz tekme na tekmo. In kakšen je pravzaprav tisti delovni dan, urnik treninga tima? Ja, tako je že prej tim rekel, jutraj tim celo sam je pripravil, jaz mu celo preprečujem, mi dva se celo kregamo, ker on hoče preveč trenirati. In jaz mu ne pustim, ker pač jaz njega spremljam in vidim, ko on kondicijsko toliko pripravlja, mu jaz ne pustim dolgo treninga, ker pač študiram na to, da on bo enkrat odrasel in hočem, da je takrat tudi še zdrav. Ne ta, da skurijo že športnike pri mladih letih, ta, da jaz študiram na njegov zdravje. To je prvo, kaj je, ker sem pač njegov oče. On pač ne, on bi treniral več in to hvala Bogu, da je tak, ne, ampak morate vedeti, da zjutraj, on se v 5. jutro stal preko šolo, 1 uro treninga, potem pa na avtobus pa šolo. Domov, potem pa popoldne spet trening. Zdaj, jaz mu več ne dam motorja, kot samo 2-krat na teden. Dajmo misliti, da to maksimalno 2-krat na teden, če pa drugače pa vsak dan kondicijske treninge, ne. In ali enkrat ima kolo,
gre 50-70 km s kolesom, drugi dan laufa 10-12 km, tretji dan ima fitness, vedno pa razgibalne navaje, tada to je en taki program, ko delamo. Tada vse vam pravim, zjutraj, samo jaz sem tomu, potem ko sem videl, da on kondicijsko enkrat pripravljen, jaz smo celo, takrat rečem, zdaj pa dosti, zdaj pa ne. In to se pravi zdaj, zjutraj samo, zdaj ko je res dobro pripravljen, ima samo malo kolo zjutraj, da se zagreje, pa taki ne težki trening, popoldne pa malo bolj močnega, ne. Kaj pa torej pomeni za tima in zate, torej, da ste torej podpisali tovarniško pogodbo za Hondo, imate to pogodbo do leta 2020. Kaj pravzaprav ta podpis torej narekuje v prihodnjih letih? Ja, to narekuje sigurno, da mislim, moram se pohvaliti, mislim, ne da se pohvalim, to so mi drugi rekli, niti jaz nisem vedel, da niti Marquez, ko je taka legenda, cestni troj, GP je popularen šport, niti on nima za 5 let. To se pravi, od vseh HRC tovarniških voznikov je dovolj edini on za 5 let, ne. Tada, to vam nekaj pove, koliko Japonci imajo željo tima obdržati in tudi so nam dali ponudbo predčasno, mislim, uradno še v bistvu imamo mi za drugo leto pogodbo, oni so že pa eno leto prej pohiteli, da bi kjer letal, tada ponudili so nam dobre pogoje, dobro delamo skupaj, v bistvu jaz imam že dosti besede tudi tu, čeprav na začetku je bilo težko, morate vedeti, da ni to enostavno, ne, ampak jaz jim dokazal, da imam nekaj pojma, da vem jim predlaga tudi, kakve brzine, kako je to in tudi letos sem naredil eno tako stvar, ko smo spremenili na mašini, na mojo pobudo sem se skregal, vseko ne more iti, druga brzina je prehitra in on ne more štartati in to se pravi, na mojo trmo skreganje z Japoncami vsemi so naredili to in od takrat naprej štartamo med prvimi 5. Prvi pol sezone pa sploh ni štartamo 10. Tada v bistvu od takrat naprej še pa bolj. Kaj jaz rečem, to je zakon. Torej, sodelovanje je dobrodošlo tudi v tem pogledu in vsekakor me pa zanima tudi tole, sedaj se bo nekako tisti splet ljudi, ki se bodo sukali okoli tima, kar povečal, veliko je teh mehanikov, veliko je teh stvari, ki treba postoriti. Bi se še ti enkrat odločil za takšno pot, torej, da bi bil trener svojemu sinu? Ja, vsekakor. To ni enostavno, morate vedeti, da to je najtežje, kaj je lahko. Biti trener svojemu sinu in uspeti v svetovni eliti. In res sodelujemo, delamo skupaj, ker v bistvu moram nekaj reči. Jaz sem njegov oče v srci, ampak prvo, če hočem biti dober trener, moram biti prvo njegov prijatelj, trener, potem šele oče. Tada, to se mogoče malo za enega čudno zdi, ampak tu noter smo prvo oče, ampak to moram jaz skriti, če hočem biti dober trener. Tada to ni enostavno. Morda pa se bo toče 4 dirke vse obrestovalo, torej tim bo osvojil torej naslov svetovnega prvaka, vsi mu to želimo in verjetno bo družina Gajser tista prva, ki bo tukaj v širši okolici, pa daleč na okoli torej imela svetovnega prvaka. 4 dirke torej do konca, 4 točke zaostanka in verjetno je to tudi lahko malo ali pa tudi veliko. Ja, se pravim, jaz pravim vse v Božjih rokah, ker verjamem v to, vem, da mi je nekaj stalo vedno ob strani nam in bomo videli, kaj bo. Jaz pravim, je veliko 4, malo, ne vem, bomo videli. Je sposoben, mislim, da je najbolj pripravljen trenutno, ampak vemo, kako je to. Ko bo ciljna zastavica padla, takrat bomo vedeli, kdo je svetovni prvak. Ja, spoštovane gledalke in gledalci, torej smo pred tisto motokrosistično mrzlico, torej 4 dirke do konca svetovnega prvenstva MX2 in Makočan Tim Gajser se bori za naslov svetovnega prvaka v tej kategoriji. Torej, Tim, 4 dirke do konca, si v vlogi favorita torej za naslov svetovnega prvaka, torej kakšno je tvoje razmišljanje, gre po svetovni naslov ali ne? Seveda gremo, mislim, da pripravljeni smo. V dobrej formi sem, tako da gremo po naslov. Spoštovani, redna tedenska oddaja se je iztekla. V nadaljevanju pa vas vabimo k ogledu posnetka 35. območnega srečanja odraslih folklornih skupin, ki je bilo letos aprila v Makolah. Pa še nekaj. V nobenem primeru v teh vročih dneh v avtomobilu
Ne puščajte starejših ljudi, otrok ali živali, ker je lahko vsaka minuta usodna. Pa srečno do naslednjega tedna ob istem času.